Naša televizijska hiša je imela danes prav poseben obisk. Obiskali so nas osnovnošolci, ki so se izkazali v projektu Ekošola. Se učili o ekologiji, hkrati sami pripravili video vsebine o tem, kako bi lahko ljudje lepše skrbeli za naš planet. To so otroci, ki so se pripravljeni učiti, zato bi se, kot pravi Janez Usenik, tudi mi morali učiti od njih. Tole so učenci osnovne šole Horjul, ki so se izkazali v zelo pomembnem projektu. Mladi poročevalci za okolje globalni program, ki ga izvajamo tudi v Sloveniji, sicer v sklopu programa Ekošola. Mlade spodbujamo skupaj z njihovimi mentorji, da raziskujejo različne vsebine, trajnostne vsebine skozi vsakdanje življenje. Oni so najprej sodelovali v ekokvizu, torej so se morali podučiti o tej temi. Potem pa so jih pozvali, naj sami posnamejo filmčke o ekologiji. Namesto da bi pisali v zvezke, smo raje se tako s prijatelji dobili, pa smo posneli te videe. Naša skupinska naloga je bila itak odtoki plastike. Da rabimo ljudje za morje skrbeti. Se mi zdi, da si s tem še bolj ozaveščaš. Da bomo še druge še bolj privabili. In to je prava pot. Najprej se uči, potem razmišljaj. Potem pa so tudi sami nekaj naredili. S temi majhnimi spremembami lahko veliko naredimo. Naprimer, zdaj perem avte namesto Trifix z vrtno cevjo, ker se mi zdi, da manj vode s tem porabim. Ne kupujemo za brez veze kakšnih stvari. V banji ne točeš vode preveč, ampak da si sem stuširaš. Ampak to je šele začetek. Na Pop TV danes mladi niso prišli samo na ogled. Naši kolegi so se z njimi želeli pogovarjati. Kajti mladi imajo upravičeno do nas jasne zahteve. Tisto, kar govorijo na splošnem internetu pa na novicah, da to res v resničnem življenju tudi delajo. Nekaj namreč lahko naredi posameznik. Več morajo storiti podjetja in odločevalci. Ekologija ni le teorija. Podnebne spremembe že ogrožajo naše domove. Kemikalije, ki jih uporablja industrija, vplivajo na vaše najbližje. Pravzaprav vsak zdravnik vam bo že povedal, kaj vidijo zdaj, odkot vse te alergije, odkot vse težave z prebavo, težave s plodnostjo. In to so teme, o katerih moramo veliko govoriti, sploh z mladimi, kajti njih bo vsaka težava, ki je mi ne bomo uspeli rešiti, udarila huje.